Prijateljstvo in zavezništvo med Slovenijo in ZDA je trdno. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na tradicionalni slovesnosti ob dnevu slovensko-ameriškega prijateljstva, ki ga letos obeležujemo že 10., poudarila, da je prijateljstvo in zavezništvo med Slovenijo in ZDA trdno. Andraž Nadpolzelo, 12. 5. 2023. Sporočila za javnost govori. Dan slovensko-ameriškega prijateljstva je dan spomina. Spomina na obdobje, ko smo bili na strani boja proti fašizmu in nacizmu. Na strani boja proti razkosanju naše države. Na strani varovanja slovenskega jezika in kulture. In tudi na strani borbe za demokracijo, je uvodoma izpostavila predsednica republike in dodala, da je bila med drugo svetovno vojno na slovenskih tleh zavezniška pomoč v veliko podporo. Predsednica ocenjuje, da je zavezništvo med Slovenijo in ZDA trdno. Državi imata vzpostavljene razvejane oblike sodelovanja na praktično vseh področjih, od gospodarstva, znanosti, izobraževanja in seveda obrambe. Ponosni smo na znanstvene izmenjave, kot so tiste v okviru Fulbrightovega programa. Sodelujemo pa tudi pri iskanju odgovorov na izzive modernih tehnologij. Dvostransko sodelovanje z ZDA na obrambnem področju se je sicer začelo že mnogo pred članstvom Slovenije v zvezi NATO. Letos tako mineva 30 let od začetka partnerskega sodelovanja z nacionalno gardo Colorada. Izmenjava izkušenj, donacije v opremi in infrastrukturi, dostop do mednarodnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja so še vedno pomembni dejavniki za razvoj obrambnega sistema in Slovenske vojske. Današnjega dogodka sta se udeležila tudi veleposlanica ZDA v Republiki Sloveniji Jamie Harputlian in letošnji posebni gost, general Christopher Cavoli, poveljnik ameriških sil v Evropi. Vsi trije so k spominski plošči položili tudi venec. Dan slovensko-ameriškega prijateljstva obeležujemo od leta 2014, ko je bila v Andražu Nadpolzelo odkrita spominska plošča v spomin posadki 10 pilotov bombnika B-17, ki je strmoglavil ob vznožju gore Oljke 19. marca 1944. 8 članov posadke je umrlo, za njihov dostojni pokop so poskrbeli krajanke in krajani Andraža. 2 letalca sta strmoglavljenje in ujetništvo preživela in se po vojni pogosto spominjala teh krajev ter na ta način širila lepo zgodbo o Sloveniji.